Čas ilirskih provinc in avstrijske restavracije. Ljubljano sta na prehodu iz 18. v 19. stoletje najbolj zaznamovala padec srednjeveškega zidu in njeno širjenje navzven. Posledica so bili vojaški vdori. Tako je do leta 1809 Ljubljano francoska vojska poskušala zavzeti kar 3-krat. Obdobje konca 18. in začetka 19. stoletja je bilo tle na slovenskem ozemlju dokaj burno in živahno. Tle gre predvsem za to, da je francoska vojska 3-krat prišla v slovenske dežele. Najprej leta 1797, potem drugič leta 1805 in tretjič leta 1809, ko so se Francozi za dlje časa zaustavili tle na Slovenskem. Nekje med majem in oktobrom, sredo oktobra leta 1809, je bil večji del slovenskega ozemlja seveda okupiran od francoske vojske. Po mirovni pogodbi v Schönbrunnu 14. oktobra 1809 pa je tle nastala posebna, sicer geografsko čudna, pa vendarle z francoskega stališča smiselna tvorba ilirske province. Takrat je seveda Ljubljana postala prestolnica teh ilirskih provinc, ki so obsegale ozemlje od Dubrovnika do Krajinske in do proti Tirolski. In seveda njena vloga takrat se je povečala tako v gospodarskem kot političnem smislu in seveda ne nazadnje tudi v smislu nekega družabnega življenja, ki je takrat zaživelo. O Francozih v Ljubljani lahko govorimo v obdobju od 1797 do 1813. Francozi so imeli na gradu svojo postojanko, tu je bila četa, ki je štela 213 mož. Pod francosko oblastjo se je slovenščina uveljavila v šolstvu, v upravi in v kulturi ter postala eden od uradnih jezikov ilirskih provinc. V času francoske vladavine pa je mesto dobilo tudi svoj prvi drevored ob Ljubljanici. V času ilirskih provinc je Ljubljana štela okoli 10 000 prebivalcev. Leta 1846 so jih našteli okoli 18 000 prebivalcev. To je seveda bilo, če računamo današnje ozemlje Republike Slovenije, seveda največ in precej, pa vendar v primerjavi recimo z Dunajem ali pa na drugi strani Trstom je bila seveda Ljubljana provincionalno mesto. Na Dunaju so leta 1830 našteli več kot 300 000 prebivalcev in mestne oblasti so seveda poskušale
že omejevati priseljevanje v mesto. Na drugi strani je pa seveda rasel Trst, ki je leta 1846 štel 80 tisoč prebivalcev in od katerih je seveda bila kar precejšnja večina Slovencev, ki so se seveda iz slovenske okolice priseljevali v mesto. Avstrijski vojski je Ljubljano uspelo zavzeti leta 1813. Takrat se je vojska utaborila pod Ljubljanskim gradom in po 5-dnevnem obstreljevanju z Golovca zajela posadko gradu. Med obstreljevanjem gradu pa so meščani kljub najstrožji prepovedi župana francoskim vojakom nosili hrano. Avstrijski general Felser je v jeseni 1813. leta Ljubljančanom izrecno prepovedal, da oskrbujejo Francoze s hrano. Očitno pa ukaz ni zalegel, zato je poostril ta ukaz in terjal, da zazidajo izhode hiš, ki so vodile proti gradu. Pa so se v Ljubljani našli Ljubljančani, ki so tudi ta ukaz kršili in nosili hrano Francozom. Zato se je avstrijski general odločil in terjal, da izselijo stanovalce na Rebri, dokler so Francozi na Ljubljanskem gradu. Očitno pa so ti precej izstradani le ugotovili, da jim ne preostane drugega kot vdaja in so se 5. oktobra 1813. leta vdali in prikorakali v mesto. Tedaj so grad zasedli spet Avstrijci. Avstrijski cesar je ukinil večino francoskih ugodnosti. Na čelo Ljubljane je postavil novega župana in uvedel ekonomski magistrat. To obdobje pa je znano tudi z imenom Metternichovo obdobje. Režim je bil policijski. Kljub izginotju slovenskega jezika iz šol so meščani pod avstrijsko vlado nadaljevali prenovo Ljubljane. V nekaj letih je Ljubljana dobila pod Tivolskim gradom Latermanov drevored, novo kanalizacijo na Bregu in nekaj novih stavb. Še posebej slovesno so leta 1815 odprli tudi eno najsodobnejših kaznilnic. Njeni ostanki so vidni še danes. Rabelj, ki je služboval na gradu, pa je v službi ostal še nadaljnjih 50 let. Johana, danes dobite jetiče žgance, tista lev, ki ima skrbut, pa kašo, pa vega kruha. Ko? Tegnem pa jaz sekiro oblužiti. Avstrijci so grajske prostore prenovili in 11. oktobra 1815. leta odprli največjo kaznilnico v monarhiji. Razglašali so, da je to najbolj sodobna, najbolj snažna, najbolj prostorna, skratka naj. Očitno pa tega mnenja niso z njimi delili kaznjenci. V to kaznilnico so pošiljali moške in ženske obsojene do 10 let zapora. Nadeli so jim uniforme, v mestnem arhivu so podatki, kakšne so bile te uniforme, kako so bile celice opremljene, skratka, ves režim je natančno popisan.
Med slavnimi jetniki na Ljubljanskem gradu so bili od leta 1822 pa do 1825 tudi karbonarji. To so bili borci, ki so jih avstrijske oblasti ujele v Italiji in obsodile na ječo, strogo ječo na Ljubljanskem gradu. To so bili sinovi premožnejših Italijanov, ki so doživeli na Ljubljanskem gradu hude čase. Niso bile vajeni razmer, ki so tu vladale, pritoževali so se, pisarili, prosili za neke ugodnosti, ki pa jih sprva niso dobili. Na Ljubljanskem gradu so bili izolirani, niso smeli k maši, niso smeli na delo, celo na jetniškem dvorišču so se lahko sprehajali eden po eden, ne pa v skupinah. Vse prošnje njihovih sorodnikov, znancev niso zalegle. V Ljubljani so v tistem času semeniščniki ustanovili celo klub karbonarjev in izdajali časopis pisan na roko. Očitno pa so se med ječari našli takšni, ki so jim pomagali. Pretihotapili so pisma, potem nekaj hrane so jim kupovali in čez leto ali dve so se razmere zanje nekoliko spremenile. Nazadnje v letu 1824 so jih začeli tudi odpuščati. Zadnji je odšel z gradu leta 1825. S padcem srednjeveškega zidu se je mesto združilo s predmestji. Na številnih vrtovih so zrastle klasicistične vile, v središču mesta pa sanatorij Emona, palača centralne lekarne, in kazina na vogalu parka Zvezda. V Ljubljani je završalo leta 1820. Januarja prihodnje leto je namreč mesto več mesecev gostilo kongres Svete alianse. Leta 1821 je Ljubljana za skoraj 5 mesecev postala politična prestolnica Evrope. Med januarjem in majem 1821 je v Ljubljani zasedal kongres Svete alianse, ki je moral rešiti pereča vprašanja. Šlo je namreč za izbruh revolucije v Neapeljskem kraljestvu. Že poleti 1820 je moral tamkajšnji kralj Ferdinand obljubiti ustavo. Potem seveda v teku kongresa je izbruhnila tudi revolucija na ozemlju Piemonta, Sardinije in na koncu so se seveda visoki udeleženci, tle je bil seveda ruski car Aleksander, tle je bil avstrijski cesar Franc I in seveda prišel je tudi neapeljski kralj Ferdinand, tle je bil seveda tudi knez Metternich in podobno. So se morali na koncu soočiti seveda z izbruhom revolucije v Vlaški in Moldaviji znotraj turškega cesarstva. Vse te probleme so na Ljubljanskem kongresu uspešno rešili. Je pa seveda pomembno to, da je Ljubljana v tem času postala tudi nekakšna družabna prestolnica Evropi. Kajti v teku tega Ljubljanskega kongresa se je na družabnem področju vsak dan nekaj dogajalo. Verjetno družabno življenje ni bilo tako bogato kot 6 let poprej na Dunajskem kongresu, ko so govorili, da kongres pleše, pa vendarle lahko iz arhivskega gradiva in tudi iz tedanjega časopisja, pa iz spominov udeležencev tega kongresa, ugotovimo, da so se tle v Ljubljani vrstili plesi, gledališke predstave, opere in podobno. Po kongresu je Ljubljana napredovala še hitreje.
Pod županom Hradeckim so meščani s kolonizacijo novih zemljišč ob Ižanski cesti, v Črni vasi, Ilovicah in Hauptmancah prišli do dragocene zemlje, začelo pa se je tudi suševanje Ljubljanskega barja. V mestu sta zrasli dve cukrarni. V tisti na Poljanski je stal prvi parni stroj v Ljubljani. Cukrarna na Kolodvoru je po 7 letih zgorela. Pomembno vlogo je v Ljubljani imela tudi plovba po Ljubljanici. Vsako leto so namreč po njej s posebnimi čolni, brodniki in streharji prepeljali tudi po 112 000 ton blaga, predvsem žita, sladkorne moke in kolonialnega blaga iz Trsta. K gospodarskemu razcvetu pa sta pripomogli tudi prva hranilnica in trgovska šola. Ta slovenski narodni preporod, če pod tem razumemo prizadevanja za uveljavitev slovenskega jezika v šolah, uradih, javnem življenju in seveda za kultiviranje tega jezika, za oblikovanje tudi nekega knjižnega standarda, se je seveda začenjal že v zadnji tretjini 18. stoletja, tle v predmarčnem obdobju pa je dobil seveda pomembnih novih impulzov. Zlasti po letu 1830 lahko spremljamo krepitev moderne nacionalne zavesti, ki se je seveda širila na dva načina. Na eni strani je imel tle svojo vlogo šolski sistem, ki je na nek način spodbujal tudi učenje slovenščine in v slovenščini. Na drugi strani gre pa tle za dejavnost cele vrste slovenskih intelektualcev, med njimi še vedno veliko duhovnikov, pa vedno več je bilo seveda tudi posvetnih intelektualcev, ki so si pač prizadevali za kultiviranje slovenskega jezika, za njegovo uveljavljanje predvsem v ljudskem šolstvu in seveda tudi v umetnosti oziroma kulturi nasploh. Ta moderna nacionalna zavest se je sprva širila tako rekoč od profesorja do učenca v krogu prijateljev, pa vendar je tudi ta način, kajti to je seveda čas, ko ni bilo še neke goste komunikacijske mreže, ne časopisja, da o čem drugem sploh ne govorimo, vse to je vseeno prineslo uspeh, kar se je pravzaprav potem pokazalo že takoj po izbruhu marčne revolucije, ko smo Slovenci relativno hitro formulirali svoj politični program Zedinjene Slovenije. Nosilci tega narodnega gibanja so bili zagotovo ideološko, politično med sabo različni, torej po svojih političnih in družbenih predstavah različni, pa vendarle so vsi skupaj enotno delovali v smeri neke narodne, kulturne emancipacije, da tako rečemo. Kljub strogemu policijskemu režimu se je začela vse bolj utrjevati narodna zavest. Sprva neorganizirano in brez pravega vodstva. V tem času pa sta začela izhajati tudi dva pomembna časopisa, Prešernova Kranjska Čbelica in leta 1843 Kmetijske in rokodelske novice.
Živenajo vsi narodi, ki hrepene dočaka dan, dekoder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak, prost bo vsak, ne vrak, le sosed bo mejak. O, vrba, srečna, draga vas domača, kjer hiša mojega stoji očeta. Da ukažeja me iz tvojega sveta speljala ne bila golfiva kača. Ne vedel bi, kako se v strup prebrača vse, kar srce si sladkega obeta. Mi ne bila bi vera vase vzeta. Za oblikovanje nacionalne zavesti je bilo pomembno leto 1848, ko so v Ljubljano prišla poročila o marčni revoluciji. Začele so se demonstracije, udeležili so se jih predvsem delavci in rokodelci. Zaradi demonstracij je nepriljubljeni župan Fišer zbežal, meščani pa so v strahu pred revolucionarji ustanovili mestne straže, ki so varovale njihove dragocenosti. O dogodkih na Dunaju, kjer je 13. marca 1848 izbruhnila revolucija, so tle v Ljubljani izvedeli šele 16. marca. Reagirali so seveda na dogodke na Dunaju, na cesarjevo obljubo ustave in na ukinitev cenzure, podobno kot povsod drugod po monarhiji, z velikim navdušenjem, in v vseh teh pridobitvah so seveda videli v bistvu nekakšen dar cesarja. Zato so zvečer recimo v ljubljanskem Stanovskem gledališču uprizorili nekakšno proslavo, v kateri so v bistvu izražali veselje nad pridobitvami revolucije. Tedanji časopisi pa so posebno pozornost namenili uporu ižanskih kmetov, ki so izrazili zahtevo po odpravi fevdalizma tako, da so požgali zemljiške knjige in urbarje. Kmetje so te dogodke seveda zopet razumeli po svoje in zlasti na Krajnskem je povsod prišlo v naslednjih dneh do spontanih izrazov nezadovoljstva kmečkega prebivalstva. Najbolj seveda značilen je bil ta napad na Igu, kjer so kmetje 21. marca napadli graščino in seveda požgali te gruntne knjige. In ta izbruh ižanskih kmetov je seveda takrat odmeval po celotni monarhiji, v njem je pisalo časopisje. In seveda ni čudno, da so vsi potem poskušali pomirjevalno delovati na kmete, zlasti si je o tem prizadeval recimo urednik novic Janez Blajvajs, pa vendar v zvezi s tem velja poudariti, da tudi drugo časopisje in vsi drugi faktorji, da tako rečemo, so poskušali pomirjevalno delovati na kmete, češ naj počakajo, da do sprememb bo gotovo prišlo, vendar le po mirni poti, tako da Blajvajs tle ni bil tako nek izrazit konzervativc, ko so mu kasneje poskušali seveda dati neke etikete post festum. Revolucija 1848 je seveda bila v prvi vrsti meščanska revolucija, na drugi strani je pa se v tem srednjeevropskem prostoru v bistvu prenesla tudi v ospredje neke nacionalne zahteve, zato seveda upravičeno govorimo o nekakšni pomladi naroda. Če so takratni demonstranti upali, da jih do svobodne, zedinjene Slovenije loči le kak dan, je kmalu sledila streznitev, na samostojnost pa je bilo treba počakati 100 let in pol. Toda že prihodnje leto je bila pozornost Ljubljančanov usmerjena drugam, k tehničnim inovacijam, ki so tudi v prestolnici kot drugod po svetu dvignile kakovost vsakdanjega življenja.